Živijo, pa ga že imamo. Mesec avgust bo nastopil v vsem svojem, oziroma je nastopil v vsem svojem blišču in jaz ga imam zelo rada zaradi tega, ker je izjemno manifestacijski mesec. In seveda zato ni presenečenja, sploh zato, ker imamo 8. Pa še mesec avgust, malce o tem več kasneje, ampak zaradi tega, ker je to mesec obilja, sem se tokrat namenila, da ti prevedem sporočila. In sicer, kaj sem zbrala? Vprašala sem nebeške sfere, tudi take bolj manifestacijsko-čarodejske, kako manifestirati s pomočjo alkimističnega uma. To pomeni, vsa določena znamenja nosimo tudi glede manifestacije, nekje pač en mal večji dar, nekje mal manjši dar in tako naprej. Pa kateri je tvoj dar, katerega lahko ti uporabiš za to, da lahko zelo dobro manifestiraš. Tako, če si pripravljena, predlagam, da si tole pogledava in da seveda te eterične nasvete tudi upoštevaš. Kozorogi, za vas sem dobila sporočilo, tukaj sem zelo delala, z Merlinom, pa z angeli obilja in tako dalje. Za vas sem dobila, da imate najboljšo manifestacijo preko fizičnega dela. Mogoče vam to ne bo čisto všeč, ampak vi ste dejansko, imate v sebi princip, da tisto, kar seješ, tisto potem tudi žanješ. Če boste pridni, če boste vlagali trud, če boste delali, tudi če ste kdaj malo utrujeni pa tako naprej, morate vedeti, da res lahko pričakujete, da boste imeli dobre rezultate in da če vedno neko dodatno delo vložite, torej tisto, kar delate še malo nekaj dodatnega, se vam odpirajo nove priložnosti in nove manifestacije. Tako da prva smo dobili to, da je treba malce zavihati rokave. Vodnarji. Za vodnarje mi je bilo povedano, da vodnarji, saj sem tudi vodnarka, smo zelo močni v mislih, ampak smo dostikrat tudi zaradi tega se primemo nečesa in rečemo, točno tako mora biti ali pa bo konc sveta in na to napnemo tudi ogromen teh nekih lahko krčevitih čustev. Tako da vodnarji za dobro manifestacijo, kar smo že sami ugotovili, je, da če zadeve spustimo, se ne da rečemo, popolnoma mi ni mar za svoje želje, sem noče tega delati, ampak če se nečesa ne držiš, krčevito, zato ker smo res ful močni v glavi, potem zadeve stečejo. Če se pa nečesa preveč miselno oklenemo in to držimo, pa skozi, potem ne gre. Tako da probajte glede svoje manifestacije delati na tem, da rečete, ok, vse se bo zgodilo, ampak da delate tako na enem takem umirjenem tonu misli, rečemo temu. Ribice. Ribice vas pa zelo podpira vizualnost, tako da za ribice, za vas je pa dobro, da delate na tem, da tisto, kar si želite, čim več prinesete in pripeljete v svoje vidno polje. Kaj mislim s tem pripeljati v svoje vidno polje? Da gledaš čim več takih filmov, te svoje želje, ne vem, če imaš nekje ali natisnjene, ali jih imaš v kakšnih revijah, tako naprej, je dobro, da čim več tega gledate. To pomeni, da imate čim več tega, da lahko opazujete. Tudi, če ni to vaša želja, pa je mogoče nekdo drug lahko to že naredil, je dobro, da ste v stiku s tem vizualno. Ovni imate ogromno manifestacije v tem, da povezujete ljudi in da ste v neki skupni manifestaciji. To pomeni, da pogledajte, da v življenju ne probate vsega narediti sami, ampak da si vedno najdete pomoč, povezovanje, da organizirate ljudi, zato ker pri vas tukaj velja una tipična, v slogi je moč in tukaj potem en drugemu zelo vplivate na manifestacijo. Tako da tukaj boste imeli, sploh recimo od jeseni dalje, boste imeli velike priložnosti, če boste več ljudi povezali skupaj. Dvojčki ste ful fajn, razen takrat, ko imate kaotičen pa razpršen in takrat vam vse rata lahko en velik stres in panika in takrat se vam naredi tudi kaotična manifestacija, kar pa je škoda. Za vašo manifestacijo je samo potrebno, da nimate razpršenega uma in da ne padete v to, da kar begate in da sploh ne veste, kaj moram zdaj narediti, kaj si sploh že želim, tako naprej, ker potem se vam manifestacija hitro ruši. Zelo je pomembno, da imate umirjeno in scentralizirano
s centralizirano energijo in pri tem vam bo definitivno pomagala meditacija. Vedno, ko čute, da neki manifestacija ne gre, neki, dajte delati na meditaciji. Lahko delaš tudi meditacijo za manifestiranje takrat, ampak tako se ti bo energija nazaj naravnala in tudi z manifestacijo nič ne bo šlo narobe. Raki, vaša manifestacija je pa zelo, zelo pomembna od okolja, v katerem ste. Če ste v okolju, kjer so prepiri, kjer na vas spravljajo kritike, se vam tudi osebna manifestacija ruši. Tudi če vi rečete, kjer faktor so pa meni ti ljudje v vašem življenju, vplivajo na vašo auro in sploh ne veste, da se vam prevesi, recimo imate neke težke ljudi okrog sebe, vi sploh ne veste, da se vam potem to prevesi, lahko recimo na področje denarja, zaradi tega, ker na prvi pogled to ni povezano, ampak zadaj pa je. Poskrbite, da ne boste iz okolice prejemali kakršnih koli pritiskov, zaradi tega, ker vam gre lahko na kakšna druga področja manifestiranja. Levi. Za leve sem dobila, evo ga, Mihaela, da v tem obdobju ogromno delajte na svojem glasu. Kaj mislim s tem? Ko imate neke želje, pa tako naprej, ne biti tako zadržani do tega, ko ste sami, lahko, ko ste sami, dajte na glas tega povedati. Dragi angeli, prosim, prineste mi tako pa tako, malo bolj tako, veš, polevje, kar malo bolj zahtevno, kar malo bolj tako, da vam pripada. Sej vi to znate, menda, a ne? Razumeš? Ampak zelo je dobro, da uporabljate glas. Neka manifestacija zelo močna se vam v glasu skriva in če boste recimo pa določenim ljudem, ki jim seveda zaupate, na glas to govorili, jaz si to želim, naj to k meni pride, dajte tudi angelom večkrat na glas povedati te svoje želje, se vam bo zelo super obrestovalo. Devica. Device ste, za vas je zelo pomembno, da delate stvari, za katere vam je srčno mar. Vi ne morete delati stvari, ki bi vam človek rekel, ja, to se ti splača, to je dobro, pa bi vi rekli, ja, se je verjetno dobro, zaradi tega, ker vam taka manifestacija ne bo šla. Vam, če za neki ni mar, potem vam tudi taka manifestacija, tudi če boste delali, ne bo prišla v življenje. Vi morate najti življenjsko poslanstvo, vi se morate ukvarjati s stvarmi, ki vas veselijo, ki so vam všeč, ne zato, ker, mislim, primer, nek družinski posel, veš, nič ne narobe z družinskimi posli, ampak ti rečeš, ja, posel imamo v družini že 50 let in zdaj si ti pač devica po horoskopu in zdaj boš ti tudi delala tak posel, zato ker v družini, ampak tebi je ta posel, malo od oka, ni pa to nekaj, kar bi ti v resnici delala. Ti moraš res najti stvari, ki so ti fajn, ki te veselijo, ki te zabavajo, pa ti vse teče. Potem pri vas, devicah, niti ne rabimo se sploh kadarkoli obremenjevati, da boste vi v življenju v redu, ker boste vedno v redu, vedno boste imeli dovolj denarja, vedno tako, ampak morate biti pa izpopolnjene. Tako da to je za vas zelo pomembno. Tehnice. Za vašo manifestacijo je zelo pomembno, da imate jasne informacije. Dostikrat vas zmede to, da imate neko željo, da imate neke sanje in nimate jasne informacije, kako se to naredi, ali je to mogoče in potem hitro začnete tehtati in padete v neke dvome. Vedno, ko imate neko manifestacijo, neko željo, a ne na srebrnem pladnju, dajte se opreti z informacijami, kako se to naredi, kako je mogoče, dokažite si, da je taka manifestacija mogoča. Ves čas se pomiri in reče, lej, to se tako naredi, tako naprej, potem je vse ok. Sam zmest se ne smete. Ko jasne informacije pridobivite za vsako stvar, za katero si jo zaželite, zaradi tega, da vas ne bo nihalo do tega, to si ful želim, pa mogoče pa ne. Škoda je, ker lahko veliko manifestacij, ki pa so dobre za vas, seveda zamudite zaradi tega. In potem imamo še strelce. Strelci, vi pa ste čarovniki in čarovnice. Vas bojo pa v tem obdobju neverjetno podpirali uroki, obredi, a veš, da priklicuje z meditacijo strani, ampak recimo neki obredi, da delaš, prav za manifestiranje, za svoje želje in sanje, to bi ti bilo idealno. Iz prejšnjih življenj nosite velikih čarodejskih manifestacijskih sposobnosti, ker čarodeji so tisti, ki vzamejo eterično energijo in jo prizemljajo prostor in čas in imate tudi te sposobnosti. Tako, zdaj smo si pogledali torej vsa znamenja, ugotovili ste, kako boste manifestirali, jaz verjamem, da vam bo tudi to pomagalo. Se bom pa jaz v tem mesecu v avgustu seveda
posvetila manifestiranju. 8.8. prihaja čudovita meditacija, za katero sem že povedala, da je meni toliko sveta, toliko pomembna, zato ker tudi za nas vedno bila taka prelomnica in bomo delali z takimi bolj mističnimi angeli, Sakiel, Barakiel, za priklic bogatstva, dobrega, priklapljali se bomo na portale bogatstva in še in še. In kaj bom še delala? Ravno zato, ker je to idealen mesec. Merlinova čarovnija, čisto nova meditacija prihaja 21. avgusta, kjer bomo pa delali obrede, kjer bomo pa delali čudovite stvari in delali tudi na tem, da bo vaš mental zelo močen, zato da ko boste pričakovali nekaj, da boste to tudi dobili in da vas ne bo okolica zamajala. Merlin je čudovit čarodej, ki ima izjemno zgodbo za sabo in sedaj je pripravljen s čudovitimi obredi to predati tudi tebi. Vse to še in več pustim, da sama raziščeš na potovanje duse.si in želim ti prelep mesec obilja in bogatstva.